Ja, ta je malo gostilniški. Ta je malo gostilniški, tako vogalni. Rdeča lučka. Laufa. Ok. Tole je pa po moje eden najbolj pričakovanih gostov, kakor smo napovedovali. Ne? Že od začetka smo rekli, da moramo obdelati to tematiko. Tako da danes končno se bomo lotili ene teme, ki si jo želimo že kar nekaj časa, no? Malo govoriti o njej. Preden zaštartamo, seveda še enkrat zahvala vsem za ocene, za poslušanja. Absolutno zahvala tudi Petrolu, ker podpira ta podcast. Zdaj neke posebne umestitve po tej zahvali ne rabimo dati, ker jaz mislim, da se bomo danes več ali manj pogovarjali tako o petrolu kot o gorivih nasploh. Jure, te pa predajam besedo, da predstaviš današnjega gosta. Jaz bom tako sicer rekel, jaz nikjer nisem videl uradnega naziva, sem šel gledati v mail, pa v podpisu ni uradnega naziva, ampak jaz vam lahko enostavno rečem strokovnjak za goriva, je to v redu? Ja, bo kar v redu, tudi jaz ga nimam posebnega naziva, ti so se spreminjali skozi čas. V nekem smislu sem specialist za goriva petrolu. Silvan Simčič, pozdravljeni v atmosferskem podcastu. Zdravo. Danes gremo do rezerve. Danes gremo do konca, ja. Jaz se še ne bi lotil tistih vprašanj, tako bom razložil. No? Mi smo eno anketo postavili oziroma smo dovolili našim sledilcem, da postavijo kakšno vprašanje, ker je vsem taka tematika, ker se mi zdi, da javnost je dost tako, glede nekih zadev malo skeptična, neki miti se postavljajo, zaradi tega smo hoteli zajeti malo širši nabor vprašanj, ne samo naših, ampak jaz bi vsem tako malo začel z enim takim čist, ki mene vedno zanima, taka tema, podgoriva. Od tega, ki ga črpajo, do tega, ki pride dejansko naš rezervoar. Mene vedno zanimala ta podgoriva. Se pravi, od vrtine do petrolove ročke. Tako. Ja, lahko bi se temu tako reklo, samo zdaj včasih se pojavlja, kako daleč sežejo ti tankarji, ki pripeljajo gorivo recimo za nas, pa za določene kupce v Sloveniji ali pa tudi ponudnike. Nič, bom rekel, posebnega. Ve se, kje se nafta črpa, ve se, kje se nafta predeluje, rafinerije so po celem svetu, mogoče edina stvar je, da v Sloveniji je ni, a ne. Pač nekako bi rekel, poti, koliko daleč pripelješ gorivo, vplivajo na ceno prevoza, logistiko in vse skupaj, ampak v osnovi lahko rečem, da Petrol kupuje gorivo lahko po celem svetu, prepeljamo ga od Mehiškega zaliva do italijanskih, francoskih, sredozemskih rafinerij, pač v zadnjem času tudi z Bližnjega vzhoda več in podobno. Tako da tam, kjer stvari so na razpolago in ki ustrezajo tistemu, kar mi predpišemo. V Evropi je to dosti enostavno, ker obstajajo enotni standardi za ta ključna goriva, za motorne bencine in pa za dizel, tako da se okrog tega ne moremo kaj dosti. Mislim, je nekaj specifik vezanih na to, kje države ležijo, a ne, zato imamo recimo specifikacije plus nacionalne dodatke, kot jih imajo tudi standardi, ker moraš pač gledati, ali si bolj na jugu, pa ne rabiš po zimi nekih, bom rekel, nizkotemperaturnih lastnosti izpostavljenih, ali pa si bolj na severu, kjer so upoštevajo tudi neke arktične kakovosti. V glavnem, v celem svetu rafinerije so proizvajalci, vmes so tudi posredniki, seveda mi smo kupci, mi smo trgovci, ampak moram takoj poudariti vsemu, da nimamo svojih rafinerijskih podobnih kapacitet, imamo pa dovolj močan strokovni suport, ravno zaradi tega, ker v Sloveniji pač drugih takih družb, laboratorijev ali kaj takega nekako ni, ki bi se s tem ukvarjali in moramo vedeti, kaj kupujemo in vemo in kaj prodajamo. A pa obstaja sledljivost, recimo za vsako pošiljko goriva lahko vi vidite sledljivost, se pravi od vrtine naprej, ali enostavno vidite na konci, iz katere rafinerije je prišel končni produkt? Ne, sledljivost, ki bi šla do vrtine, bi se dala dobiti preko proizvajalcev, ampak nas načelno niti ne zanima, tako ne tale upstream, bolj v downstreamu gledamo pač, kdo je proizvajalec, kakšna je kakovost, nazadnje tudi renome, ker pač ponudnikov goriva je veliko, ponujajo se tudi tankerji, ki so nekje na prostem trgu, na morju ali kaj takega.
ampak že v tem, kje imaš dobavitelje, je prvi pogoj za to, da lahko rečeš, da prodajaš solidno, da ne rečem odlično gorivo. Moram pa reči, da za nas je pomembno, da imamo kontrolo do tiste zaključne točke, na prodajnem mestu, ker tam kupec dobi gorivo. Konec koncev kupca niti ne zanima, naj ne bi ga zanimalo, kje vse je to prišlo, čeprav marsikoga tudi. Ampak v osnovi je pomembno to, da on, ko da ročko v svoj odprtino rezervarja na vozilu, da ve, da je dobil tisto, kar mi govorimo, da je dobro. V tem primeru recimo mi imamo svojo blagovno znamko Q-Max, ki je predstavljena tudi javno in se ve, kakšne lastnosti izpolnjuje. To je pomembno. Zdaj, jasno, so pa tudi take teorije zarote, od kje se kupuje gorivo. To bomo itak pol obdelali, ampak... Ja, lahko klej samo skočim. Če jaz vas prav razumem, tisto, kar mati zemlja da po različnih koncih sveta, pa se pa med seboj bistveno ne razlikuje. Se pravi, razlika... To ne drži čisto, recimo nafte, imamo zelo različne tipe nafte, ker tudi moramo vedeti, da rafinerije, ko proizvajajo te proizvode in vemo, kaj si postavljajo kot zaključek, recimo, če proizvajajo za ameriški trg je ena stvar, če prodajajo za druge trg, recimo za evropski je druga stvar, ampak rafinerije se seveda morajo obnašati tudi ekonomsko, racionalno, in danes je v bistvu vsaka rafinerija ima model, ko se ve, kakšne so določene cene surovin na trgu in kaj se jim v danem trenutku najbolj splača delati. Za nas je pa pomembno, da tisto, kar pač od njih kupimo, da ustreza tem našim specifikacijam. Mi imamo svoje specifikacije, ki smo jih postavili na osnovi teh standardnih goriv. Seveda smo mogli tudi malo nadgrajevati, ker tehnologija razvoja motorjev in goriv gre naprej. In zato danes že govorimo ne samo o standardnih, ampak tudi nadstandardnih gorivih, ampak to je pa bolj že stvar vsakega posameznika, kaj ponuja na trgu. Kaj pa, imam lahko še eno tako malce uvodno vprašanje? Vsa vprašanja so dovoljena. Hvala lepa. V glavnem, v avtomobile energijo zlivamo v obliki goriv že več kot 100 let. Vi ste že vrsto let na petrolu, ste tako rekoč naš najbolj poznan domači strokovnjak za goriva. Kako vi vidite razvoj goriv? Kaj se je spremenilo recimo v zadnjih 70 letih? Že prej ste omenili, da so se spremenili tudi motori. Vemo, zdaj največja revolucija je predvsem na vbrizgu oziroma na tlakih pri vbrizgu, pri dizelskih, pa tudi pri bencinskih motorjih. Kaj se je v teh letih vse spremenilo, kar se kakovosti goriva tiče? Tako kot je obdobje dolgo, je tudi zgodba dolga, ampak jaz bom poskušal čisto na kratko, recimo mogoče en tak overview. Ker jaz izhajam še iz časov bivše Jugoslavije, tudi ne vemo, kako je bilo to takrat. Situacija je bila majčkeno drugačna, ker v Jugoslaviji je bilo veliko rafinerij in močan rafinerijski lobby. In oni so diktirali, kako in kaj. Takrat so bili standardi in ko smo se osamosvojili, je bilo prvo kako ključno vprašanje, ali nadaljevati po teh standardih, tudi pač naprej, ko bomo samostojni, ali se obrniti v Evropo. In takrat smo se, mislim, da kar pravilno odločili, da smo dosti hitro se usmerili v evropske standarde, oziroma tako imenovane CEN standarde. Takrat je bilo to mogoče malo težje, ker razlika med klasičnimi standardi je bila še kar velika, ampak kasneje se je pokazalo, da je bila to prava pot. No in takrat smo stopili na pot, ki jo dostikrat ponavljamo, kakšna je kakovost goriv pri nas, je primerljiva z gorivi v Evropi, se pravi tudi v razvitih državah. Jasno, nekaj je pri tem treba vedeti. Tako kot gorivo in motori se razvijajo skupaj. Ničesar od tega se ne razvija eno brez drugega. Če vi razvijete nove tehnologije ali pa nove rešitve pri motorjih, mora tudi gorivo temu slediti. Včasih ga je treba spreminjati, včasih ne. Največjo revolucijo pri tem so pravzaprav pomenili sistemi za čiščenje izpuhov, ki se danes vgrajujejo v pač avtomobile, vse vrste light duty ali pa heavy duty, se pravi težji motorje, ki so zahtevali pa kar velike spremembe v sami strukturi tudi goriva. No, bom rekel, velike spremembe. Prva taka stvar je bila tam od začetku tega tisočletja, da se je pač opustilo
opustilo svinca, ne, ampak to je bila posledica pravzaprav uvajanja katalizatorjev, ki svinca v sistemu niso prenesli, kljub temu, da svinc je že v osnovi drugače težka kovina, ki je za okolje škodljiva. Polje so bile nadaljnja zniževanja žvepla, ki so bila tudi posledica uvajanja novih sistemov, predvsem v dizelske motorje, tudi sisteme za čiščenje izpuha. Enotno, če skrajšam, je to, da večina teh sprememb na gorivih je nastala pravzaprav kot posledica uvajanja teh čistilnih sistemov. Ekoloških standardov. Ekoloških standardov, se pravi eurostandardov, kakršne poznamo, ki so vse bolj omejevale emisije, take in drugačne, v glavnem emisije, seveda, ki pomenijo za okolje, za ljudi, so škodljive od določene mere, in jih je bilo treba omejevati. Takrat, če mogoče ni bilo tako očitno, da bo problem tudi z CO2, čeprav so tudi emisije CO2 in segrevanje ozračja, topla greda in podobno bi že dolg nazaj problem, ampak takrat je šlo bolj za te prav najbolj škodljive stvari, tudi omejevalo se recimo vsebnost aromatov, kako se pridobivajo oktansko število na benzinih vezano na surovino, se pravi, če ste zmanjšali količino, najprej ste mogli izločiti svinc, kako doseči oktansko število, ker svinc je, vemo, antidetonator. Naslednji korak je bil zmanjšanje aromatov, spet bom rekel nekaj, kar je povečevalo oktansko število, spet je bilo treba najti nove rešitve, se pravi razno etil, butil, etri in podobno. Skratka, te omejitve so seveda pomenile pod spremembe na gorivih. Večina teh sprememb na gorivih je bila povezana z ekologijo ali pa zaščito okolja, niti ne toliko direktno za spremembe na motorjih. Tudi na tehnologiji, ne? Na tehnologiji. Tudi motorji pravzaprav niso ne vem kako močno spreminjali so se bolj, prilagajali so se bolj tem novim zahtevam, seveda jasno, da so tudi se je zmanjševala po domače rečeno kubatura motorjev, v glavnem delalo se na manjši porabi, optimizaciji porabe, se vemo tudi, kako je bilo včasih v Ameriki s tistimi velikimi križarkami ali pa kaj je danes. In tle so bile določene rešitve, ampak niso zahtevale tako velike spremembe na gorivih, tako da večina jih je povezanih prav z to, kot temu rečemo, omejitvami emisij, eurostandardi, ki nas še zmeraj tiščijo za vrat, ampak upravičeno. Mi se jim pa prilagajamo, koliko se seveda tehnološko da. Ampak Silvan, zdaj imamo recimo razvita goriva, nekdo je pa ostal še zmeraj na nekih motorjih klasičnih, ki niso šli z napredkom naprej. Kako zdaj to dvoje funkcionira med sabo? Ja, zanimivo. Včasih rečemo, vse ta goriva niso ne vem kako kvalitetna, so dobre za stare motorje. To čist zmeri ne drži tako. Mislim, rešitev je pravzaprav v tem, da tudi z novimi rešitvami na gorivih ti motorji niso ostali brez goriva. Če vzamemo za razliko ukinitev svinca, pri motorjih, ki so imeli tako imenovane mehke ventilske sedeže in so se zato obrabljali. Ker ni še tako dolg nazaj, ne? Ni še tako dolg nazaj, ampak v bistvu so bile, večinoma se je to odpravilo s tem, da so ti ventilski sedeži zdaj iz drugih materialov, iz stelita, iz trših in tega problema ni več. Ampak vozila so še zmeri prisotna. To je bil problem, ki smo ga rešili enostavno z drugimi dodatki, drugo kemikalijo, ki nadomesti svinca, ki je oblekel te površine in preprečeval obrabo. Tako da to ni kakšen večji problem, ampak v osnovi tudi najnovejša goriva, mogoče bi zdaj se dotaknil že goriv, zdaj vemo, da v glavnem imamo na trgu goriva brez žvepla, praktično ta goriva so primerna in za nove, najnovejše in tudi za stare motorje. Seveda jasno nastal je en dodaten pogoj za proizvajalce oziroma prodajalce goriv, ker vemo, da pri dizelskih motorjih se določeni elementi napajalnega sistema mažejo z gorivom samim. In ker je žveplo, to recimo tudi en podatek, ki ga mogoče ne pozna vsak, žveplo je namreč odlično mazalno sredstvo. Dodaja se tudi mazalnim oljem, kot za izboljšanje mazalnih lastnosti. In zdaj, če smo žveplo spravili iz 350 na 10 ppm, praktično govorimo zdaj o gorivih brez žvepla, čeprav ga je 10 ppm, 10 milijontih delov ga je lahko, ampak to so goriva brez žvepla. S tem se je osiromašila tako imenovana
mazalnost goriva in tle se pojavi seveda še veliko takih teoretikov ali pa praktikov, ki trdijo, da goriva danes, da so presuha, da ne mažejo dovolj in da so zato težave. Da ne govorimo o tistih, ki govorijo, da goriva, ki vsebujejo biogoriva ali biodizel, da so še bolj problematična. Jaz pravim, takrat, ko slišim tako izjavo, vem, da ta, ki to izjavi o gorivu, ne ve skoraj nič, ker če vam povem, da zdaj tudi zadnja edicija standardna za dizelska goriva, če imate vi 4% biodizla v dizlu, sploh ne rabite preverjati mazalnost, ker drugače to je čista klasični strojniški test, lubristi, kot se pač temu reče po angleško, in ga izvajate s 4 kuglami, merite pač enostavno obrabo oziroma udrtino, če gorivo ne vsebuje dovolj dobrih mazalnih lastnosti. In biodizel je odlično mazalno sredstvo, ki zelo dobro nadomesti tudi ostale komponente, ki jih danes ni več v gorivih. Zato v tem smislu ta razlaga je absolutno zgrešena. Seveda morate pa skrbeti, da biodizel, ki ga date noter, je pod kontrolo in ustreza tudi svoj biodizel, ima svoj standard 14214, ki točno predpisuje 25 parametrov in se jih morate držati. A se lahko dotaknemo nekih osnov? Nekomu so seveda jasne, ampak da malo tole obdelamo. Razlika med 95 in 100-oktanskim gorivom. Pa številke, mislim oznake, kot so E5 pa E10. Ja, ok. Zdaj, zelo poenostavljeno rečeno, med 95-oktanskim bencinom in 100-oktanskim bencinom je samo v oktanskem številu. Vse ostalo je praktično enako, zahteve, ki veljajo. Celo, če vam povem, da predpisuje jih enak standard, se pravi EN 228, predpisuje eno in drugo gorivo, s tem, da 98-oktansko, oziroma super, kot smo včasih rekli, oziroma super plus po svoje, ker super je 95, ima samo višje oktansko število. In oktansko število vemo, kaj je. Praviloma bi mogli že izkoristiti. To ni nek podatek, ki vam pove, koliko energijske vrednosti ali pa ne vem, koliko je sposobno to gorivo prenašati neke obremenitelje, daleč od tega. Oktansko število je brezdimenzijski podatek, ki vam pove samo, kako odporno je gorivo proti samovžigom ali po domače oziroma iztujko proti klenkanju. Klenkanje je namreč nepravilen vžig zmesi goriva in zraka, predčasna. Predstavljate si, da bat potuje iz spodnje mrtve točke v zgornjo in če se vam užge prehitro, pravzaprav ovira prehod bata do vrha, ker bat ne more ostati nekje malo pod vrhom. Zato je to zelo pomemben podatek, ampak je, bom rekel, zahteva, ki jo res potrebuje mogoče zelo majhen niti procent motorjev, ker večina motorjev danes tehnološko grajenih, da povsem dobro obratujejo s 95-oktanskim bencinom. To je majčkeno direktno povezano tudi s kompresijskim razmerjem. Motorji, ki imajo zelo visoka kompresijska razmerja, definitivno morajo imeti tudi višji oktanski bencin, ampak teh motorjev na trgu je danes zelo malo. Tako da, če boste pa vi dobro obratovali, če vaš motor dela dobro s 95-oktanskim bencinom, ne boste nič pridobili s 100-oktanskim bencinom. Šele takrat, ko bo nekaj narobe z klenkanjem, oziroma če bo motor mogoče malo slabo nastavljen ali pa na napačni nastavitvi, bi s 100-oktanskim bencinom dobili nekaj, ampak pravzaprav bi s tem odpravili napako, ki jo imate v strojno napako. Strojno napako, ja. Kaj je potem prednost 100-oktanskega bencina pri današnjih sodobnih avtih, ali pa celo recimo športnih avtomobilih? Ja, prednost. Prednost je to, da so edini, ki vedno moramo izhajati iz zahteve proizvajalca motorja. Tudi pri petrolu. Mi se nikoli ne spuščamo v to, da bi rekli, dajte, to uporabljati, bo boljše. Prva stvar, ki jo pogledamo, v vseh navodilih piše, uporabljate gorivo z RON Research Octane Number, se pravi raziskovalno metodo, ker obstajata dve, motorna in raziskovalna. Uporabljate oktansko število goriva, oziroma gorivo s takim oktanskim številom, ki je vsaj tako veliko ali više od tistega, ki je predpisano. In kot sem prej rekel, večina motorjev ima predpisano oktansko število, oziroma se zadovolji s 95 in takrat pravzaprav potrebe ni po 100-oktanskem bencinu. Lahko vam izdam eno skrivnost, ki mogoče, bom rekel, celo malo preveč razkriva,
ponudbo nekaterih dobaviteljev, ne nazadnje tudi nas, ampak ni taka velika skrivnost, ker v bistvu s tem so prvi na trg prišli nemški proizvajalci, ko so ugotovili, da je to ena tržna niša, kako bi spodbudili porabo. Temu so sledili tudi nekateri drugi proizvajalci. Naj vam povem, pa ne bom imenoval, da so nekateri že celo imeli goriva, ki so imela več kot 98 oktanov, pa so jih prodajali kot 95 oktanski, ampak ker je bilo takrat to hit, so jih deklarirali kot 98, oziroma kasneje smo tu vsi prešli celo na 100 oktanov, ker ni velika razlika, ampak goriva lahko imajo tudi toliko oktanov. Deluje tako, da pač enostavno kupci si mislijo, ja, če je več oktanov, pole pa tudi so pa boljša. Res je, da danes mogoče pri teh blagovnih znamkah diferenciramo mečken, da dodamo še nekaj drugih dodatkov, aditivov več v 100-oktanski bencin, ampak ni to tako pomembna razlika. Tako da v osnovi je to bila ena taka tržna niša, ki se jo en čas dalo uporabljati, danes niti ne več toliko, ker je marsikdo že ugotovil, da tudi za točenjem 100-oktanskega bencina ni nič pridobil in seveda, ker so cene goriv šle gora, prva stvar, ki smo jo najdeli, oziroma rezerve, ki jih iščemo po žepih, zakaj pa jaz točen 100-oktanski bencin, sej pa dražji. Če ga ne rabiš točiti, je to solidno, varno, brez potrebe lahko točiš in sistem mečken tudi finančno zmanjšal. A pa razbijemo že kar en tak... Sej to sem hotel, zaradi tega, ker ogromno vprašanj tudi od sledilcev se nanaša na to temo, pa bi jaz mogoče kar ene parih navedel. Eden, a ima 100-oktansko gorivo res 100 oktanov? Ja, definitivno. Mislim, o tem ni, bom rekel, jaz zdaj govorim za nas, ampak lahko govorim tudi za druge, ker mi morate vedeti, da mi ne preverjamo goriv samo petrolovih, ampak tudi na trgu. Mi vsi moramo slediti tudi konkurenci. 100-oktanski bencin ima 100 oktanov, oziroma so vsaj 100 oktanov, ima tudi kaj več in isto velja tudi za 95-oktanski bencin. Da bi kdo točil 100-oktanske, zato ker se boji, da 95 oktanov nima 95-oktanski bencin, vam zagotovim, da to ne drži, oziroma da so lahko povsem mirni in ne rabijo iz te metode malo biti bolj zihar, kupovati višji oktanski bencin. Kje je to cenovno razhajanje med 95 in 100-oktanskim gorivom? Zakaj pride do cenovnega razhajanja? Če je v osnovi, ste rekel, da je dosti podobno, ampak da so mogoče samo neki drugi aditivi zraven? Ja, lejte, zdaj, če gledamo še mogoče iz časa, ko niti moramo se dotakniti pol tudi časov, ko se je začela aditiviranje goriva, ker to je bil spet en korak, ki je začel diferencirati slabše od boljših goriv. Ja, proizvodnja teh 100-oktanskih bencinov definitivno je dražja, da ti dobiš več oktanov, moraš nekaj drugega dodati, imaš izbor surovin, ki ti dajo take oktane in tle nastane razlika. Zdaj, koliko je ta razlika res povezana samo z višjo ceno surovin, lahko da je to mečken tudi dodanega na osnovi tega, ker ljudje so prepričani, da je pa to gorivo bolj zihar, boljše, je mogoče tudi malo komercialni efekt tega. Ne bom zdaj ravno delil, ampak definitivno proizvodnja 100-oktanskega bencina tudi zaradi tega, ker ga je na trgu manj in tudi potrebe so manjše, ker moramo vedeti, da tudi mi v našem segmentu prodaje, govorimo o 1%, včasih je bilo malo več, ker so bile cene benzina nižje in so ljudje kar kupovali 100-oktanski bencin, ampak danes so ti deleži zelo mehni in to je ta razlika. Na to vprašanje ste odgovorili, ker je bilo tudi eno vprašanje, koliko se v resnici proda 100-oktanskega v primerjavi z navadnim. Tukaj sem še eno tehnično. Če imamo na primer bencinski motor, ker vemo zdaj Mazdina tehnologija, oni so šli na zelo visoka kompresijska razmerja, pa tudi pri bencinskih motorjih. A kle bi vi, na primer, tankov 100-oktansko gorivo? Mislim, mi povsod lahko tankamo 100-oktansko bencino. Mislim, ni nič narobe. Nekateri se bojijo, mogoče celo pač povezujejo pol s kakšnimi drugimi težavami. Kot sem rekel, oktansko število je odpornost nekega goriva na samo vžige ali klenkanje, kot temu rečemo. Lahko je bolj odporno in nič ne škoduje motorju. Zdaj, veste, da sodobni motorji danes tudi sami znajo prilagajati nastavitve pač višini oktanskega števila, tako da tehnologija je tle napredovala, ampak
tam, kjer ni potrebe, tam, kjer pač proizvajalci predpišajo ali zaradi tega, ker so toliko zvišali tlake oziroma obremenitve in zahtevajo višji oktanski bencin, tam je pač predpisan. Kot sem prej rekel, zmeri dajte slediti zahtevam proizvajalca motorja. Mi nikoli ne polemiziramo s tem, da bi rekli, oni so rekli, to ne potrebujete tega. To je prva stvar pri izbiri goriva. Se pravi, tudi pri izbiri goriva je pomembno, da ti pogledaš v navodila za uporabo. Ne? Absolutno, to je sveto pismo vsega in vseh navodilih. Edina razlika je, da mogoče to ljudje ne znajo takoj ločiti, kot sem prej rekel, oktansko število se deklarira po dveh metodah, eno je po tako imenovani research metodi, druga je po motorni metodi, razlika je samo v tlakih pri preizkušanju oziroma pri meritvah. Ampak tisto, kar imate vi napisano na prodajnih mestih, tisto je tako imenovani RON, Research Octane Number ali oktansko število po raziskovalni metodi in to je tisto, kar je tudi zapisano v navodilih in temu dajte slediti, pa nimate kaj faliti. Silvan, imamo pol tanka 100-oktanskega noter, pa dotočimo 95 do vrha. Kaj se zgodi? Zgodi se, da bomo imeli pol tam nekje, ne bom rekel ravno sredino, sigurno se bojo povečali oktani, da se verjetno tudi zračunati, ampak dobili boste nekaj vmes, gorivo bo še malo bolj odporno na samo užige, tako da, ampak ne boste ne pridobili pri moči, ne boste niti izgubili pri porabi ali pa celo zmanjšali porabo. Razen se pravim, če je motor bil v nekem stanju, ki je klenkav, in boste pol dodali višji oktanski bencin, boste ugotovili, zdaj pa dela bolj, zdaj pa bolj vleče. Ja, s tem ste vi odpravili neko težavo, ampak če je za ta motor predpisano 95 oktansko gorivo, dajte urediti z serviserjem, da to zrihta in mora laufati na 95. Če pa ste se ugotovili, da edino motor je zadovoljen samo 100 oktanskim, pa ste pač vezani na majčkeno dražje gorivo, ampak ga lahko uporabljate brez nadaljnega, ne glede na to, kaj je zapisano v navodilih. Recimo, da proizvajalec navede, da je za ta in ta motor optimalno 95 oktanski gorivo. Kaj se zgodi, če dotočimo 100? Ali lahko 100 vplivamo na porabo pa na izpuste? Ne bomo vplivali. Mislim, kot sem rekel, večina motorjev danes novejših je tako prilagodi pač nastavitve drugačnemu bencinu, ampak v osnovi tudi, če tega ne boste, ker ni nobenih fizikalno-kemijskih ali pa tehničnih razlogov, da bi do tega prišlo. Tako da na porabo lahko se tudi dotaknemo tega, ker te vprašanja vezane s porabo so zelo na top lestvici vprašanja, ampak bom povedal, kaj pravzaprav največ vpliva, pa sej verjetno marsikdo tudi že ve, ampak koliko so veliki procenti, na kar lahko vplivamo sami, stanje vozila in podobno, za razliko tistega, koliko lahko z gorivom prišparamo oziroma privarčujemo. Jure, imaš ti še kakšno vprašanje 95-100? Ne, mene pa zanima, kaj bi se zgodilo, če vsi vemo, da se gorivo tudi postara in pa pokvar. Ja. Ampak če bi imeli zdaj na primer čisto izpravno gorivo iz leta 45, ob koncu druge svetovne vojne, ko so laufali Willisi, kaj bi se zgodilo, če bi tisto gorivo zlili v en tak sodoben bencinski motor? Ja, zdaj je malo težko vprašanje, ampak moram mogoče začeti pri temle, da goriva nimajo življenjske dobe. Nimajo tako kot konzerve, ne vem kva ali pa kakšne druge stvari. Je pa priporočljivo, da vendarle uporabljamo čim bolj sveže gorivo, ker moramo vedeti, da gorivo ni tako enovita zadeva, sploh pri benzinih. En tak pomemben parameter je tako imenovana pač destilacijska krivulja, ker morate pri vsakem temperaturi določen del goriva mora izhlapeti, izpareti. Mogoče ob tem naj povem, da vse gorivo, ki pride v motor oziroma vzgorevalni prostor, zgori samo, če pride v plinastem stanju. Vse, kar pride v tekočem, se pravi, da ne izpari, če bi bilo gorivo imelo prenizko destilacijo, imelo preveč težko hlapnih komponent in podobno, bi odteklo po cilindru v karter, rečilo mazalno olje in podobno, moč bi bila manjša, poraba bi se povečala in podobno. Ampak v osnovi vsa goriva imajo predpisano tudi to destilacijo, prav takole diagram bi si lahko zamislili oziroma zarisali. Zdaj,
treba je tudi vedeti, da v bencinih imate lahko hlapne in težje hlapne komponente. Zdaj najprej izhlapijo lahko hlapne. To pomeni, da če bo manjko tehle, bo motor malo težje vžgal, ampak bo pravzaprav še zmeraj obratoval. Zaradi tega, ker morate vedeti, da ene razmere so, ko je motor hladen, pa ko se ogreva, pa pol so razmere, ko je motor topel, kar je idealno in deluje nekako v tem. Zato je najslabše tudi, če imate zelo veliko tistih štart-stop voženj, ker se ohladi, pa se greje, pa to se vpliva na porabo. Tudi emisijsko je takrat najbolj... Tudi emisijsko, ker morate vedeti, da tudi emisije so daleč največje ravno v tem zagonskem delu, a ne? In zato je idealno konstantna vožnja v nekem konstantnem režimu, ogretem motorju, ne? In tudi, bom rekel, tak motor najdlje zdrži, a ne? Tako da to so vse stvari, ki vplivajo na to, ampak zdaj, kakšen bi bil bencin iz leta 45, težko bi zdaj rekel, verjetno bi še zmeraj lahko tudi z njim obratovali, ampak jasno, če bi bil nekako skladiščen v neki posodi, ki ne bi bila prav preveč pod vplivom svetlobe, ampak pustimo to, to je taka teorija, težko bomo dobili tak bencin od takrat, ampak novejše variante, tudi če je bencin star, recimo, ker nekateri tudi s tem povezujejo, pravijo, prodajajo star bencin, se imajo rezerve, pa levo, desno. Ja, mislim, se veste, da vse države danes zelo aktualne so rezerve energije oziroma goriva. In mi moramo, v Sloveniji so 90-dnevne rezerve obvezne, in gorivo se skladišči za te potrebe, ampak preden ga daš v prodajo komorkoli, ali nam, ali drugim, ker pač to gorivo, ki gre v blagovne rezerve, se mora nekje priti na trg. Oni nimajo svojih prodajnih mest in ga prodajo proti pač tistemu ponudniku, ki na javnem razpisu to gorivo sprejme, in če ga sprejmemo mi, je prva stvar, pogledamo teste staranja, pogledamo tudi stanje po standardu, vsi parametri, in takrat se gorivo gre v prodajo. Ponovadi se meša tudi z gorivi, ki so bolj sveža, tako da zaradi tega ni kakšnih bistvenih razlik. Jaz mislim, da smo naredili super prehod na eno temo, pa bom mogoče kar prebral vprašanje enega sledilca. Ali je vsa nafta za slovenski trg skladiščena v istem skladišču? Ja, veste, ko bom rekel, Koper je edina vstopna točka z ladjami iz vseh rafinerij po svetu. Z vlakom ne vozimo goriva iz Mehiškega zaliva, z vlakom ne vozimo tudi iz Sredozemlja in podobno, ali kaj šele z avtocisternami. Zato, glede na to, da je to daleč največje skladišče, pač kapacitete več skoraj 500,000 kubičnih metrov, a ne, veliko goriva, ki gre na trg preko našega prodajnih mest ali preko drugih, gre preko instalacije Sermin, a ne. S tem, da se bomo pač mogli, ne grejo seveda vsa, ampak velikih gre, tako da se včasih celo po tej plati lahko rečemo neupravičeno delajo razlike med enim in drugimi, čeprav moram reči, da tudi če boste potovali po Evropi, a ne, All Tanking, recimo en tak družba, ki ima po celi Evropi skladišča, in tam boste videli cisterne od zelo različnih svetovno najbolj znanih ponudnikov, tudi v Sloveniji boste videli recimo tiste, ki ponujajo goriva, tankajo na naših skladiščih včasih, ampak kaj se s tem gorivom naprej dogaja, je seveda stvar vsakega posameznika, ne? Osnova, tisti, bom rekel, standardni del goriva je lahko tudi skupen za marsikakšnega. Kot sem rekel, v Sloveniji... To ne govorimo o nafti, surovi nafti, se pravi? Ne, govorimo samo o končnih proizvodih, ker v bistvu v Sloveniji trenutno, oziroma že kar nekaj časa surove nafte nimamo opravka. Čeprav je ta instalacija bila toliko let nazaj delana tudi za surovo nafto, ko so bile še jugoslovanske rafinerije in recimo INA in na Hrvaškem to še zmeraj obstaja, ampak v Sloveniji govorimo o končnih gorivih. Se pravi, gorivo, ki je že pripeljano kot, ne vem, bom rekel, N228, benzini, 95-100-oktanski ali seveda dizelsko gorivo po... Se pravi, v Koper pridejo produkti, izdelani produkti. Ja, gotovi produkti, ampak moramo vedeti, tankar je le velika stvar, ne, tankar ima tam v osnovi 15 do 17 velikih prekatov, rezervarjev, in je to že en rizičen faktor. Zato se je potrebno to vse skupaj, da zagotovite, kot smo na začetku rekli, goriva dobre kakovosti na prodajnem mestu, vgraditi vrsto teh kontrolnih točk, o katerih lahko se še pogovarjamo, da boste videli, mogoče samo na kratko, mi preden gorivo damo na trg, se
od takrat, ko gorivo pride na naša prodajna mesta, 3-krat v celoti preveri. Prvo je že preverjanje v luki ukrcavanja, ampak to so druge kontrolne hiše, akreditirane običajno. Pol, ko pride tanker v Koper, tankerski pregled, ko se sprejme odločitev za prečrpavanje v suhozemne rezervoarje, za vsak rezervoar posebej, in še po kakšnih mešanih ali po dodatkih. Kukor se kakšna stvar spremeni v rezervoarjih, ga je treba ponovno pogledati po vseh parametrih. To je cirka 20 do 22 parametrov, ki jih moraš preveriti, da gre lahko gorivo naprej na prodajna mesta. Tudi na prodajnih mestih moraš kontrolirati, ni pa mogoče seveda vsako cisterno, ki pripelje iz Kopra na eno od naših ali pa tujih prodajnih mest, izvajati celotno analizo, ker to tudi logistično in tudi cenovno ne bi bilo smiselno. Ker je pač teh kamionov enostavno preveč in niti nobene potrebe, ker riziko, pač če imaš to pod kontrolo, lahko vam tudi to povem, kako imamo mi to pod kontrolo, da boste videli, da se v tem situaciji težko še kaj zgodi. Se pravi, imamo neko osnovo, ki je recimo za vse enaka. Kaj se potem zgodi z gorivom? Mislim, vi samo še aditive dodajate svoje ali dejansko potem še vso to količino goriva, ki jo vzamete recimo zase, spreminjate kaj? Torej, zdaj, ko govorimo o kakovosti goriva, včasih se je reklo, pa se benzin je benzin, dizel je dizel, ne? Lahko bi celo rekel, da drži. Ampak to je en del vse zgodbe. Kot sem rekel, prvo je, ti moraš zagotoviti gorivo iz strani proizvajalca oziroma ga pol pripeljati v svoje skladišča, ki ustreza tistim osnovnim standardnim zahtevam. Vse vemo, standard je nekaj vrste minimalen nivo, ki ga moraš zadovoljiti. Zdaj, prej smo se že dotaknili 100-oktanskega in podobno, in sem že omenil aditiviranje goriva. Tudi to je ena tema, bom rekel, ki jo je treba pojasniti vsem uporabnikom. Aditiviranje goriv ni nekaj, kar bi gorivom dalo neko čarobno ali pa ne vem kakšno moč. Prišlo je do tega, da proizvajalci motorjev, ko so seveda optimirali svojo proizvodnjo, tehnologijo, vgrajevali zelo natančne senzorje, take in drugačne, ko so se tlaki dvigali na 2000 barov, injektorji z tistimi zelo drobnimi šobami, niso več prenesli kakšnih koli nesnak v gorivih in podobno. In takrat je bilo pač treba tudi temu primerno se prilagoditi, da so ti motorji lahko ves čas obratovali tako, kot morajo. In takrat so se tudi kontrole zaostrile. In vsi ti faktori, ki sem jih prej omenil, tanker, pretakanje in podobno, so v nekem smislu lahko prinesejo kakšen moment, ki bi lahko celo, bom rekel, pomenil odstopanje od kakšnih parametrov, in ko mi pogledamo vse te stvari in gorivo peljemo, smo, lahko rečem, zagotavljamo kupcem, da na tem prodajnem mestu gorivo je take kakovosti, kakršnega smo deklarirali. Mislim, ker v tem smislu se je tehnologija motorjev ne spreminjala, ampak zaostrovala. Predvsem, če pogledate vsi ti sistemi za čiščenje izpuha, ki so omejili žveplo, omejili svinco, omejili še kaj drugega, zdaj pa dodajanje še elementov, kjer se v teh napravah tudi dušikovi oksidi SRC katalizatorji in podobno, zahtevajo še neke dodatne omejitve, ki smo jih seveda mi mogli vgraditi, ampak to je že vgrajeno tudi v standard, to je že osnovno. In zdaj, ti proizvajalci so ugotovili, da se pa še vendar nekaj dogaja v motorjih. Ko so odprli motor, so bili recimo določeni deli z oblogami, predvsem, ker moramo vedeti, vse gorivo je izdelano iz nafte, to so organske snovi. Nek tak energetski holesterol so najdli. Ja, točno to. Jaz zelo tako primerjavo uporabljam, kaj je sistem napajanja v motorjih. Nič drugega ni, kot je naš žilni sistem, kjer imamo od velikih, tankih žil in potom, po katerih se pretaka kri, ki je nosilc energije, in gorivo je tudi nosilc energije. In kaj mi ne želimo pri ljudeh, da bi se te žile, te cevovodi, da se ne bi na njih nabirale obloge, ker se s tem zmanjša pretok, pride celo do kolapsa, recimo, če se zamršijo, in isto je pri motorjih. In to težavo, da se drobni kanali, pretočni cevi in podobno niso zmanjševali oziroma da se niso pojavljale težave v obratovanju, da ni iz tistega optimuma, ki mora biti, so
to reševali z aditiviranjem. Aditivi so v prvi vrsti predvsem detergentno-disperzantni aditivi, ki čistijo. To so v bistvu tista čistilka, ki smo jo vgradili v goriva, ker edino gorivo gre po vseh kanalih, po katerih potuje gorivo v motorju. Tako kot olje, ki maže in vemo, kako je, ima tudi vgrajene čistilne dodatke. In aditivi so v prvi vrsti čistilci plus še nekateri drugi dodatki, ki zagotavljajo kaj? Ne zagotavljajo, da bo vaš motor imel, če je imel deklariranih 120 konjskih moči ali pa recimo 100 kW, če se pogovarjamo o novih enotah, ampak da bo ves čas blizu teh 100 kW. Ne bo pa zaradi tega imel 125 ali pa ne vem kaj več, kot nekateri tako tudi razmišljajo, in ne bo zaradi tega porabil 10, 20, 25% manj, vpliva malo tudi na porabo, ampak vpliva zaradi tega, ker je v motorju ohranil stanje, kjer je delovanje motorja optimalno. Zmeraj imamo nek optimum, se pravi optimalno delovanje, kjer dobite največ. Ko vi se oddaljite od tega optimuma, kaj se zgodi? Zmanjša se vam moč, zaradi tega bolj pritiskate na plin, zato se poveča poraba in jasno, stroški narastejo in tudi motor bolj obremenjujete, ne? Tako da je vrsta stvari, ki so, in zato z aditivi, z aditiviranimi gorivi, ki danes veljajo za standard, tako bi rekel, med kvalitetnejšimi ponudniki, tisti, ki ne ponujajo aditiviranih goriv, je pravzaprav druga liga ali pa tretja liga. Koliko je smiselno potem dodajanja naknadno aditivov, da ti sam, ker to je bilo, vedno je bila to fama, pa sploh v nekih drugih časih, ala Girlo reklame in tako naprej. Koliko je pa zdaj smiselno dodajanje aditivov? Ja, iskreno povedano, s tem, ko vi točite se izključno na aditiviranih gorivih, pravzaprav taj potrebe nekako skoraj ni več. Zdaj nekateri, bom rekel, tako kot sem bil prej po oktanskem številu, bom jaz raj 100 oktanskega vzel, zihar je zihar. Bom jaz raj še ne dodal mečkin dodatkov. Zdaj pri aditivih je treba vedeti, pretiravati tle tudi ni dobro. Ker aditivi se dodajajo v zelo majhnih količinah, spet bi lahko vzel primerjavo z človekom, vi lahko vzamete kakšne tablete take, ampak pretiravati ne smete. Mislite, da boste toliko bolj se počutil ali pa imel več energije ali kaj takega. So omejitve, ampak te količine, ki jih dobite z dodatnimi aditivi, pravzaprav ne škodujejo še. Zato tudi mi iz naše prodaje nismo umaknili teh aditivov. Kdor pač to želi in če povpraševanje je, zakaj ga ne bi ponudili in ga prodajajo. Ampak še vedno gre za substanco, ki je podobnega tipa kot je. Neke obljube, ki so ponovadi prihajale iz čez Atlantik sem, podobno pač z neko pretvezo, da se izboljšajo, ne vem kaj, vse so bile pravzaprav bolj marketinške narave, da je kakšna stvar tudi mogoče izhaja iz kakšnih militari rešitev, ampak večinoma te potrebe ni več. Ker je pa zanimivo, da nekateri izdelovalci, tudi na uradnih servisih, še vedno ti prodajo zraven, ko upravljaš servis, aditiv za čiščenje motorja. Ja. Ker je pa nekako v nasprotju s tem, kar predpisujejo vsi ti evropski, pa tudi vaš najnovejši certifikat v končni fazi, v kakovosti goriva, ki so že aditivi za čiščenje motorja. Lejte, ne bom imenoval, ker jih niti ne smem imenovati, ampak v Sloveniji se je pojavil vsaj eden, pa več ponudnikov, ki je točno s to pretvezo, mi smo pač te razlage dobili od kupcev, so rekli, so mi prodali še to, ker so rekli, da so goriva pri nas slaba. Sem rekel, ok, pa smo šli kaj pogledati, smo videli, kaj prodajali so enega od teh aditivov. Sem rekel, če vi pač trdite, da so nekatera goriva slaba, je treba najprej videti, povejte, argumentirajte, zato obstajajo tudi načini, treba kakšno gorivo tudi malo laboratorijsko pogledati. Jaz trdim, vem, da naše gorivo niso slabe ali pa neustrezne kakovosti in nobenih potreb. Je pa to eden od dodatnih prodajnih artiklov, kot je za nas prodajni artikel, je tudi za njih. Treba je vedeti, da so tudi proizvajalci motorjev bili zelo stisnjeni, vozil, ne motorjev, ampak stisnjeni ob zid, ko so se jim zmanjšale in marže in količina vozil, ki so jih prodali. Ne vem, mogoče samo eno primerjavo, še ko sem se tudi sam ukvarjal bolj z mazalnimi olji, danes malo manj,
ampak da so recimo z enim sodom motornega olja, ki so ga prodajali kot lastno polnitev, pravzaprav zaslužili več kot z enim avtom. To vam marsikaj pove, a ne? In to so te rešitve, ki jaz jih povsem razumem, razumljivo je, da želijo, ampak ni pa prav, a ne, da to izkoriščajo pač druge ponudniki na trgu in pravijo, da so pri nas goriva slaba in da zato morate uporabljati to, drugače ne bo. Mislim, to so take stvari, na katere mi odreagiramo, gremo do njih, se pogovorimo in moram reči, tako kot so nam včasih omejevali prodajo našega prvega motornega olja Proton, pa so rekli, ja, mi imamo predpisano to in to, pa smo hitro razčistili stvari, ko smo jim povedali, da vemo, kaj piše v navodilih, tam so specifikacije goriv, maziv, in če to specifikacijo mi izpolnjujemo, ta lahko brez strahu pred kakšno garancijo, ki bi jo izgubil, kaj tazga uporablja ta olja in je zaščiten. Tako da take stvari so na trgu, ampak današnji trg ponuja marsikaj, jaz razumem te stvari, mi pa seveda se borimo. To je mogoče eno smiselno opozorilo. Je gospod Silvan lepo napeljal, tudi v Motorreviji smo že pisali tak članek, tudi, ne, da vsak voznik ima pravico izbrati motorno olje, ki je predpisano v skladu z navodili za uporabo. Ne. To pomeni viskoznost in vse tako naprej. Kemijska sestava olja. Ti imaš kot voznik pravico pripeljati tudi na uradni servis svoje olje. Ni potrebe, recimo, poznavati sestavo. V motornih oljih imate dve stvari, ki jih morate spoštovati. Eno je viskoznostna gradacija, vemo, kakšna je, in če je predpisana tam, recimo, 5,20 ali pa 10 ali pa 0,30 ali kaj takega, pogledate na embalažo. Drugo so pa ACEA standardi ali pa API, so tudi ameriški, ampak ACEA so zdaj tako evropske specifikacije. Recimo, za dizelske motorje, če imate tam specifikacijo C3, vi lahko primerjate kakšno olje, ki to specifikacijo ima in zaupate v njega. Seveda tudi vi lahko imate svoje razmišljanje, da je mogoče en proizvajalec boljši od drugega, ampak serviser nima pravice vam omejevati to, kot tudi vam ne sme pogojevati z garancijo ali pa kaj takega, če ste vi s tem oljem izpolnjevali te pogoje. A upamo zdaj na največkrat zastavljeno vprašanje? A lahko sem še eno prej? Načeloma v celi Evropski uniji veljajo določeni standardi. Kaj pa te fame mogoče, a zdaj obstajajo v naši bližini države, ki imajo pa res slaba goriva? Ali je to preživeto? Ja, to je zdaj tisti del, ki sem jo že prej majčkeno načel, pa mogoče nisem ga čisto prav, kaj vse vpliva na kakovost goriva. Eno je tisto osnovno gorivo, ali vi goriva tudi dodatno izboljšujete oziroma popravljate, aditivirate, kot se temu reče. Tretja stvar, ki mogoče je neupravičeno na tretji, ampak je mogoče so na prvem, je kako vi skrbite za kontrolo kakovosti v vašem sistemu. To pa pomeni od točke, ko ste gorivo dobili, kupili, pa do točke, ko ga prodate. Se pravi, vse ali tudi kaj vmes dodelate ali podazga, ne glede na to. Skratka, v tej tako imenovani nabavni ali pa prodajni verigi. Če vi tega nimate urejenega, je možnost, da bo kupec dobil slabo gorivo na prodajnem mestu kar velika. In nekateri trgi, pa bom rekel, morajo takole malo južno od nas, tega zagotovo nimajo. Sploh tam, ker je veliko, recimo, privatnih črpalk, ki seveda si težko tudi privoščijo, ker treba je vedeti, da recimo ena analiza takega goriva je tako 500-700 evrov, in zdaj, da bi ti izvajal to kontrolo tako redno, zato smo mi takrat tudi uvedli svoj laboratorij, da smo te stroške malo zoptimirali in tudi čas, in če vi za to ne poskrbite, slepo zaupate samo dobaviteljem, včasih pride tudi do tega, da goriva ne ustrezajo, ne bom rekel, da so visoke kakovosti, včasih tudi ne ustrezajo temu. In zdaj vi morate vedeti, da tudi če greš enkrat na morje, bom rekel, pa tam si primoran točiti nekje, pa dobiš v rezervoar nekaj, kar ne bi smel, pol pa točeš še naprej, mogoče se ti ne bo zgodilo takoj, da bo motor odpovedal ali pa da bo prišlo do okvare, ampak postopoma, kot sem prej rekel, postopoma lahko pride do abrazije, do obrabe, pojavijo se mehanski delci, pojavijo se obrabne kovine, ki bojo pol škodo samo še stopnjevale. In to je posledica nekega točenja v preteklosti na nekem prodajnem mestu, kjer nimajo zagotovljenega, rekel, te
kontrole, ki vam zagotavlja, da tisto, kar ti deklariraš, to kupec tudi prejme. To je zelo pomemben element. A pa to, naprimer, v primeru, če gremo na dopust, to pomeni, že en pokurjen tank tacga slabšega goriva lahko prenese resno? Seveda, če gorivo vsebuje, pač če imate nečistoče, če imate celo trdne nečistoče, če imate vodo prisotno, mislim, če ponudnik ne preverja stanje, če ne čisti rezervoarja redno in podobno, se to lahko zgodi in takrat je zadostuje en tank. Ampak kot sem rekel, lahko boste ostali na cesti že kmalu, lahko boste ostali, mi se soočamo včasih s primeri, ko nekdo pride k nam točiti gorivo, in kmalu po točenju ostane recimo s kakšno težavo. In bom rekel, večinoma primerov je vezanih na to, da se je takrat s tem novim točenjem pravzaprav vsaj ta nesnaga, ki je bila v vozilu dvignila oziroma prišla v sistem, nekaj je preprečil filter, nekaj pa tudi ne. In je to posledica nečesa, kar se je dogajalo v preteklosti. Jaz ne rečem, mi imamo na dan 250-300 tisoč prodaja, lahko se zmeri kaj zgodi, ne bežimo od odgovornosti, ampak hočem reči, želimo zmeri preveriti in imamo to možnost, kaj bi lahko bila pravi razlog, ker ne moramo se pač prvoščiti tega, da bi kar rekli, lejte, dobro, vi ste naš kupec, večinoma ste tako, zdaj vam bomo pa priznali, ker vemo, kako se te stvari končajo. Ja, če nekoga kap, recimo ga ne zaradi tega, ker je zaradi unga zadnjega obroka ali pa zaradi zadnjega čika. Zelo lepa primerjava. Ja, hotel sem prej vprašati tisto največkrat zastavljeno vprašanje, ampak zdaj bom pa malo spremenil, zaradi tega, ker ste načeli eno drugo temo, pa bom prebral eno tudi malo provokativno vprašanje. Koliko vode je v cisterni, ki pripelje gorivo? V cisterni, ki pripelje gorivo, ni vode, ne sme biti vode. Zdaj, voda je lahko prisotna v gorivu, v dizelskem gorivu. V benzinih praktično skoraj ne, ker tudi zaradi razlike v gostoti in tudi po zahtevah ne sme biti. Ampak dizelsko gorivo po standardu EN 590 lahko vsebuje do 200 ppm vode, ki se seveda ne odsede, tako je, ampak to je tako majhne količine. In ta voda je določena, dovoljena, jaz vam povem, recimo, če je zgornja meja 200 ppm, da recimo goriva, ki jih dajemo v mini servise, recimo imajo običajno tam nekje 50-60 ppm, kaj tazga, tudi manj, nekje ne več, tako da bi bila pa prav v cisterni, je ne sme biti, ker kako je to zavarovano? To treba iti korak nazaj v rezervoarje. Rezervoar, recimo 40 tisoč kubikov, kaj tazga, ali pa tudi manjši, 10 tisoč kubikov, je rezervoar, ki ima gorivo in na dnu boste prav gotovo najdel tudi vodo. Zakaj jo boste najdel? Zaradi tega, ker se del te vode izdvoji iz goriva samega, ker, kot sem prej rekel, pri dizelskem gorivu je ta dovoljena. Del vode je pa čist posledica osnovnih fizikalno-kemijskih procesov. To so kovinski rezervoarji v zraku, ki je nad gorivom, je določila vlažnost, v določenih pogojih se ta izloči iz zraka in odteče po stenah na dno. Zaradi tega imajo vsi rezervoarji možnost drenaže, gorivo se nikoli ne odvzema iz dna. Tudi odvzem goriva danes praviloma poteka s tako imenovano dvižno roko, kar pomeni, da ko je nivo goriva raste, se roka dvigne na 4 metre približno pri takih rezervoarjih in se večinoma ne z višine tam 3-4 metrov gre gorivo ven. Tam pa seveda ne sme biti vode. Vsa voda, nesnage, nečistoče, produkti staranja, ki so lahko v rezervoarjih. Jaz bi zdaj se zlagal, če bi rekel, da je to lekarniško čista, ker tega sploh ne sme biti. Vsak rezervoar, kjerkoli, v kakršnikoli instalaciji, to ima, ker enostavno tega ne morete. Ker je to industrijski derivat. Ker je to derivat, točno to, mislim, podvržen kakovostnim zahtevam, vendar v sami eksploataciji oziroma manipulaciji more biti ločeno, da to ne pride ne v cisterno, ki vam pelje na prodajno mesto, kaj šele na prodajnih. Tudi na rezervoarjih, na prodajnih mestih se dogaja isto. To so manjši rezervoarji, 50 kubični, vkopani, isto so podvrženi temperaturnim spremembam in podobno. Zato mi noben sesalni koš, ki je na dnu rezervoarja, ni na dnu, ampak je ustrezno dvignjen, tako da tega ni. Mi imamo seveda poleg tega še tudi elektronski nadzor, vi imate elektronske sonde, ki vam vsakrat detektirajo, koliko je višina vode v rezervoarju in podobno. In če se ta dvigne nad, recimo lahko vam povem,
v 50 kubičnem rezervoarju je to 1 cm višine, se pravi 10 mm, imamo ukrepe, to pomeni, da najprej preverimo sondo in če je potrebno, če bi se zgodilo, ker včasih v rezervoar tudi, če je kakšna havarija ali kaj takega, ali pa skozi kakšen jašek bi lahko do tega prišlo, je treba to vodo izčrpati, oziroma če je večja havarija, je treba vse gorivo izčrpati in to seveda jasno ne gre v prodajo. V običajnih pogojih pa so ti pogoji znani in ne veljajo za nas, veljajo za vse instalacije po svetu. Tu potem ni straha pred nečistočami, ne? Ker zdaj je bilo veliko tudi polemike, ker smo doživeli dvakrat ta strah ob nenadni podražitvi goriva, da je praktično po celi Sloveniji zmanjkalo dizla. Polkle ni nevarnosti, da bi zadnjimi iztočenimi litri iz rezervoarja si natočili vsebino. Ne, absolutno ne. Mogoče je to lepa priložnost, vsaj nekateri, ki bojo to poslušali, gledali, da pojasnimo. Ne? Mislim, vi imate višino, kjer vgrajujete sesalni koš, ne? Ampak imate tudi tako imenovano varnostno višino, kjer se iztakanje iz rezervoarja preneha. Preneha se, oziroma zdaj te varovalke so lahko čist mehanske, lahko so samo alarmne, ne? Zgodilo se je tudi tako, da so nekateri pač še pol točili, so rekli, pa si še imate gorivo. Ja, ampak nivo goriva je padel pod varnostni nivo in zaradi tega se je točenje goriva ustavilo. Zato mi pač točilno mesto ali prodajno mesto označimo, da je zaprto. Iz teh razlogov. Zakaj se prej ustavi izdaja goriva? Zaradi tega, ker s tem povečate verjetnost, da bi z gorivom kupec prejel tudi del stvari iz dna, ker je mečken povečana možnost, če bi čisto do dna točila. Ne. Druga varianta je pa tudi zaradi delovanja samega sistema. Če mi bi dovolili, da bi nekako črpalka oziroma sesalnik už potegnil zrak, imamo celo proceduro, da postavimo ponovno spet merilno mesto. In spravi, treba je serviserje poklicati, treba je tretje. Tako da iz teh razlogov mi zavarujemo v prvi vrsti kupca, da ne dobi takega goriva, v drugi vrsti pa tudi nas oziroma naše prodajno mesto, da lahko ob naslednji dobavi, ko pride spet novo gorivo, lahko normalno prodajamo. Ker sistem prodajnega mesta in merilnega mesta, ker veste, da pač točilni agregati imajo merilne števce in podobno, so vezani in so odvisni tudi od tega. Jaz bi šel zdaj na tisto vprašanje, zaradi tega, ker se malo oddaljujemo, pa nočem, da... Dajmo. Se pravi, zakaj z gorivom enega ponudnika naredim 100 km več, kot z gorivom drugega ponudnika? Odgovor na to vprašanje, bom rekel zelo kategorično, to ne drži. To ne drži pa iz sledečih razlogov, ker moramo najprej vedeti sledeče. Mi nimamo nultega stanja in 100% stanja. Ko mi gremo na prodajno mesto in nam je mogoče merilec na tem že pokazal, da gre proti koncu, mi ne vemo, koliko je goriva v rezervoarju. Definitivno ga je še nekaj, ker če smo prišli na prodajno mesto, gorivo je še noter. Pa tudi, če je lučka že nekaj časa gori. Ampak jaz vem, da zdaj kričijo v ekrane pa govorijo, ampak jaz vedno dočepa natankam. Ja, lejte, zdaj, če sem rekel, da je začetno stanje ni vedno enako, ker ga niti ne vemo, kakšno je, tudi končno stanje ni vedno enako. Vi morate vedeti, da ko se vam na točilni pištoli zaustavi točenje, in ko pritiskate, pa ne gre več, vi rezervoarja nimate polnega. Izmerili smo, preverili smo, velikokrat smo še to dokazovali fizično, vemo, da običajno v normalnimi pogoji se to zaustavi, približno 20% je še nezasedenega prostora. Več razlogov za to je. Ampak glavni razlog je pravzaprav vezan bolj na zadnja leta, mislim, rekel, zadnjih 10 let, zato se tudi nam dogaja več takih primerov. Rezervoarje, ki so bolj... Ne, zaradi tega, ker včasih je bilo odzračevanje rezervoarjev enostavno vezano na prosto. Enostavno ena cevka je šla na prosto in vse, kar je bilo noter v rezervoarju nad gorivom, vemo pa, da to ni bil samo zrak, ampak so bili tudi naftni hlapi, je šlo v okolje. Ko smo se začeli pa mečken bolj pozabavati okrog tega, ali je pametno, da te hlape vodimo v okolje, se pa je uvedel tako imenovani varnostni ventil oziroma tlačni ventil,
ki prepreči, da gre to v okolje, ampak je nekako gorivo se vrača nazaj na polnilni odprtini, kjer pištola, ker morate vedeti, da pištole oziroma pipe za točenje niso enocevne, ampak so koaksialne, ne? Po eni strani prehaja gorivo, po drugi se pa izčrpavajo ti hlapi. Ja. In vsi te stvari, ki grejo, ki so in se zmanjšujejo, ne? Ker gladina se zvišuje, nad njim se pa iztiska ta zrak teh hlapov in podobno in grejo skozi posebno cev na mesto točenja, kjer se izčrpavajo v rezervarje, da jih ujamemo spet, a ne? In ta varnostni ventil, ker se pa tlak nad gorivom povečuje, v določenem trenutku ta tlačni ventil zapre odzračevanje. In dobite stanje, kot če bi vi hoteli natočiti steklenico vode, pa ne bi pustili, da zrak izhaja ven. Bi enostavno začel špricati okrog. In zaradi tega se na točilni pipi to zazna kot povraten vod goriva, ki vam udari v pištolo oziroma polnilno pipo, ki odklopi oziroma zaustavi točenje. Če bi bili vztrajali, pa počas malo točili ali pa pod pogoji, ko recimo je pritisk v samem sistemu nižji, bi pravzaprav ugotovili, da enkrat lahko kar precej več goriva natočite. Mogoče vam bom povedal en tak anekdoto, ki se je napeljevala k temu, da smo šli to raziskovati bolj, ne. Zgodilo se je, da je kar nekaj, bom rekel, kupcev oziroma ženskega spola, ne, se je pritoževalo oziroma reklo, prišla sem domov, možu sem rekla, da sem natočila tok in tok in on je rekel, jaz nikoli nisem tok natočil. In ugotovili smo, da se to pravzaprav prav damam večkrat zgodi. In zakaj se to? Zato, ker dame so očitno mečkim bolj previdne, malo bolj so bolj počasi točile in podobno. Potrpežljive so, ne? Potrpežljive, tako. In gorivo se je odzračevalo, oziroma rezervoar se je odzračeval tudi skozi polnilno odprtino, ker če imate vi močan pritok goriva, ni prostora, da vam uhaja tam zrak ven. No in potem smo šli pač delati te teste, 5-6 smo jih naredili, ne, in ugotovili, da je to točno, da v bistvu toliko goriva, kolikor mi uspemo natočiti noter, je dejansko res noter, ne, ker za nas lahko si predstavljate kot prodajalcev goriv, kakšna je to blamaža, da bi mi prodajali gorivo in golfali oziroma tajili količino. To absolutno bi lahko že zaprli trgovino že zdavnej, vam zagotavljam, da to ne drži in zato, kot sem rekel, tako kot začetno stanje ni vedno enako, tudi končno ni enako. In če vi tega ne veste, če ne veste, koliko je še lufta v rezervoarju, tudi težko zračunate, koliko boste koliko ste pravzaprav imeli oziroma boste imeli porabo. Ne. Zdaj nekje imajo mogoče tudi en drugi ponudniki drugačne tlake ali pa razmere v samem sistemu točenja in so tudi razlike. Ampak če v rezervoar natočite, v katerega vedno točite 42, 43, 44 litrov, natočite 55 litrov goriva, ste to goriva tudi dobili. Kako lahko to sami preverite? Poglejte malo na števc, poglejte, koliko boste s tem rezervoarjem vozili, pelali, koliko kilometrov boste naredili in boste videli, da boste tudi s tem rezervoarjem, ki je bolj poln, naredili ustrezno več. Imamo kar nekaj kupcev, ki so poklicali nazaj, ki so rekli, ja, res je, 100 km, 110, 115 km več sem naredil, ker morate vedeti, da danes pri porabi 6-7 litrov goriva, ki ni tako redka, ne? Se to pozna, pri 10 litrih goriva je to 150 km razlike. Ampak recimo, ne, prej smo rekli, da imate vsi neko golo osnovo isto. Kakšna bi mogla biti razlika v gorivu, da bi nekdo naredil dejansko tako razliko v kilometrih? Kaj se mora zgoditi z gorivom, da je eno toliko slabše oziroma eno toliko boljše, da nekdo naredi 150 km več? Ne mogoče. Samo v primeru, če bi nekdo prodajal gorivo, ki ne bi ustrezalo, recimo, ne vem, če bi imel mogoče pomotoma natočeno noter dizelsko gorivo, ampak bi se že tako poznal. Skratka, če bi imel gorivo, ki ne bi ustrezalo. Je zdaj težko tlele manipuliramo s tem, kaj in kdaj bi se zgodilo. Ampak definitivno zagotavljam vsem, da takih razlik ne more biti. Jaz vam takole povedal, zdaj prej smo že malo najavili. Največ na porabo goriva vpliva način vožnje. Če ne verjamete, poglejte si merilec tekoče porabe, ko vidite, kaj treba majčkeno pritisniti, pa če malo pritisnete, kam gre poraba na 20-30 litrov trenutno in če imate tega več. Pol so seveda pogoji
po katerih vozite. In pravijo, se vedno enako vozim. Ja, ne vem, če so na cesti zmeri enaki pogoji. Na cesti niso nikoli enaki pogoji. Niso pogoji. Polje, stanje vozila, vzdrževanje, to so vse stvari, ki vplivajo 10-15 način vožnje, celo več kot 20% na porabo. Ko govorimo pa o gorivih, koliko lahko z gorivom vplivate na porabo, se pa pogovarjamo o 1, 2, 3% max. Tam nekje pod določenimi pogoji. Ampak kot sem prej rekel, ne zaradi tega, ker bi neko gorivo imelo neke sposobnosti, neke aditive, ki vam bi povečali moč ali pa ne vem, spremenili do take mere, da bi ta poraba toliko padla, ampak zaradi tega, ker z gorivom ohranjate optimalne razmere v motorju. Se pravi, čist motor, kot bi rekel, zdaj malo bom pretiraval, kot bi nekega 60-letnika postavili nazaj njegovo ožilje v 20-25 leta, bi rekel, uja, Madonna, zdaj pa imam spet recimo to. Zdaj to je malo pretiravanja, ampak za lažje razumeti to situacijo, ki sem jo že prej primerjal z človeškim organizmom oziroma krvnim obtokom, da to je tisto, kar vam zmanjša porabo. Zato ta razlika obstaja, mislim, Petrol ima zdaj že kar 12, 13, 14 let aditivirana goriva, skrbimo za to, prilagajamo jih novim rešitvam. Ponudnik je svetovno znan proizvajalec aditivov, eden od 3-4 najbolj znanih na svetu, ki nam je prav 2 leti nazaj smo šli v novo tehnologijo, ki omogoča, da z manj aditiva dosežeš še majčkeno višje učinke. Ampak, kot sem rekel, spet ne smemo pričakovati, da bomo zdaj pa kar skozi izboljševali in zmanjšali porabo na račun goriv. Vi lahko porabo zmanjšujete z tehnološkimi rešitvami na motorjih, zmanjšanjem števila cilindrov, povečanjem tlaka, izboljšanjem ubrizgavanja goriva, vrtinčenjem goriva, se pravi, ko se gorivo optimalno pomeša z zrakom, z rešitvami z uporabo tako enih lean rešitev, se pravi, ko je steheometrijsko razmerje drugačno od tistega optimalnega, ampak ta pripelje do drugih, s tehnološkimi rešitvami na motorjih. Takrat pa lahko govorimo bolj tudi o zmanjši porabi. Seveda, jasno, če imate zraven kakšne hibride in podobno. Ja, takrat sta pa že dva energijska. Takrat so že drugi vplivi. Čeprav bom rekel, zdaj en tak primer, tudi meni ni čist jasen, oziroma danes vemo, da se hibridi pojavljajo v kombinaciji z bencinskimi motorji. Jaz imam avto, ki porabi tam 6,5 do 6-7 litrov na 100 km, ne pretiravam z vožnjo, priznam, da nisem kakšen tak voznik dirkaškega tipa. Tako da pri taki porabi mislim, ne morete s tem zmanjševati, spreminjati teh podatkov na račun goriva, nikakor ne. Zdaj pa, če bi jaz zamenjal ta avto za novejšega, ki ima blagi hibrid, bi pa šel na bencinarja, kar pomeni, da bi imel 2 litra več porabe, definitivno. Kje sem pol prišparal, ta lahki hibrid vam mečken vpliva na porabo, ne bistveno, se pravi, da jaz z dizelskim motorjem še vedno sem na boljšem, kar se tiče emisij CO2, recimo, če govorimo zdaj o segrevanju zračja. Ja, tega v Bruslju ne razumejo čisto vsi. Ja, ker namen blagega hibridnega sistema je predvsem, da od motorja odklop oziroma hrani sekundarne porabnike električne. Seveda, ampak kakšni so vplivi, definitivno, kar malo pogledajte, vprašajte. Mečke me spominja kot na tisto zadnji članek, ki sem ga prebral na enem od, ne vem zdaj, kjerih že portalov, kjer so najdeli 5 SUV-ov, ki porabijo manj kot 5 litrov goriva, in so bili zelo zanimivi komentarji in podpisal bi se takoj pod njih, ker boste težko najdeli, da avtomobili pri normalni vožnji, kaj šele pri malo močnejši vožnji porabijo manj kot 5 litrov. Dobar, to so bili z napolnjenimi baterijami pa laboratorijski pogoji. Še ena stvar je, ki mislim, da se moramo tukaj dotakniti, ker smo zdaj precej široko odprli to temo. Mi dostikrat pozabimo na kalorično vrednost oziroma razlike v kalorični vrednosti pri določenih derivatih. Seveda, tu, kar prej omenjate, benzin pri vas, pa benzin pri vaši konkurenci, kalorična vrednost je enaka. No, če govorimo zdaj o kalorični vrednosti, je
enaka, vemo približno, koliko je sicer od do, ne, ampak to je odvisno od energijske gostote. Ne. Goriva, ki imajo majčkeno višjo gostoto, imajo malo višjo energijsko gostoto in je načeloma je poraba zaradi tega malo manjša, ker vi boste. To je podobno kot pri kakšnih takih bolj novejših gorivih, recimo vodik in podobno, kjer lahko na manjši prostor spravite več energije in pol boste z njim več prevozov. Ampak te razlike niso take. Kalorična vrednost pa tlene. Jaz sem že prej namenoma opozoril, da aditiviranje ne pomeni vplivanje na kakšne koli bistvene razlike v kalorični vrednosti, ampak da je to namenjeno drugim stvarem, ki vplivajo posredno na porabo, ampak ne spreminjajo kalorično vrednost. No, saj tu hočem reči, da kalorična vrednost bencina ni spremenjena. Zaradi tega ne boš nikje naredil več kilometrov. Ne? Ko govorimo o teh številkah, kar je bilo prej vprašanje, zakaj prevozim 100 km več in kaj, jaz sem povedal, zakaj. Ne? Da se lepo zračunati, definitivno pa nikakor ne. Z gorivi lahko vplivamo, če govorimo o razlikah, ne, taka in drugačna, ker treba je vedeti, da konec koncev vsak proizvajalec se ukvarja tudi z izboljšavami, z razvojem in podobno, čeprav moram reči, da ekonomika je danes kljub vsemu na prvem mestu. Vi morate vedeti, da rafinerije danes imajo simulacijo dela rafinerije, ki ima 4-5 vstopnih parametrov, od tega katero nafto predelujejo, kjer je na trgu najbolj optimalno cene. Cilj je pa vedno dosegati standard, ki ga morajo doseči iz tega, se pravi v tem primeru, če gre za evropsko kakovost EN 228 pri benzinih, 590 pri dizlih, ampak to lahko dosežete na različne načine, z različnimi tipi nafte, ki jih imate seveda na razpolago oziroma ki jih lahko dobavite, in tudi z različnimi postopki. Ne boste dodali malo več enega komponente, malo druge komponente, kar vam bo optimiziralo proizvodnjo. Malo ste že načel temo, pa lahko pogledamo malo tudi v prihodnost. Recimo za začetek sintetična goriva. Ja, sintetična goriva, bom rekel tako, so ena od rešitev, ampak bom rekel, da bi na njih rekel, da pač prisegamo. Jaz bom rekel, spet se bom vrnil na tisto. Treba je videti, kaj bi v kombinaciji z samimi rešitvami na motorjih z njimi dosegali. Dejstvo je, da pri sintetičnih gorivih, recimo pri določenih kakovostih dizelskih goriv, danes se ukvarjamo recimo z optimiranjem tega goriva, da se sintetizira oziroma spreminja oziroma obdeluje v dodatni atmosferi. Se upravičujem, ker prekinjam, ampak mogoče kdo ne ve, dajte razložiti sploh, kaj so sintetična goriva. Ja, sintetična goriva so pravzaprav goriva, ki so v določenih parametrih umetno spremenjena. Mislim, v osnovi so to še zmeraj goriva, ki izpolnjujejo podobne pogoje kot klasična konvencionalna goriva, ne? Ampak to pomeni, že samo ime tudi pove, ne? Da so iz komponent, zdaj tle je včasih tudi odvisno tega, iz česa jih pridobivate, ne? Ker imate tle se lahko dotaknemo bolj tudi osnove, ki je lahko naftna, lahko je pa rastlinska oziroma bio osnova, ne? Ker v končni fazi veste, da se trenutno veliko naporov oziroma vsi proizvajalci smo obvezni, ne, po evropski direktivi in tudi po nacionalnih zakonodajah dodajati tem gorivom določene dele biogoriv, ker se v izplenu, gledano v emisijah, ne, se s tem majčkeno vpliva na malo manjše emisije. Pač zgorevanje teh vrst goriv ima neke nižje emisije. Tudi če govorimo o sintetičnih gorivih, z njimi dosežemo majčkeno, bom rekel, manjše emisije, kot bi z klasičnim naftnim gorivom ali pa z nekim gorivom, ki je na trgu že nekaj časa. A pa potem za pridobivanje nekih sintetičnih goriv v tem trenutku porabimo toliko več energije pa nekih resursov za to, da pridemo do nekega ta pravega izdelka, ja, pa torej, spet nič nismo naredili? Mislim, zdaj je tako, ne, če pogledate, treba je vedeti, kam gre svet naprej. Ne? Zdaj gremo v elektrifikacijo in zdaj ali je smiselno vlagati ne vem kakšne denarje v razvijanje novih goriv za termične motorje, ne? Ker treba je vedeti tudi kje smo pri ceni. Mogoče samo zanimivo, če to primerjamo z naftnimi gorivi, ko je bila cena nafte tam $12 na sodček, takrat se ni splačalo nič narediti. Ko je nafta narasla zaradi raznih, vemo kaj je vojen in podobnega, na 40-50, se je pa že tako spet splačalo in škrilavce in take stvari, in isto je zdaj tle pri tem. Pri nekih rešitvah, ki grejo v smeri elektrifikacije, je zdaj vprašanje, boste imeli pol kritično maso za neka sintetična goriva.
čeprav nekateri, bom rekel, že najavljajo, govorijo tudi o tem, da pač razvijajo modele oziroma spreminjajo motorje, ampak v večini primerov gre za to, da bi našli neke rešitve, ki bi dali nižje emisije ali pa pač za predelavo drugačnih osnov, in da bi jih lahko uporabljali v dosti podobnih motorjih, kot jih danes poznamo, se pravi, kot jim rečemo, termični motorji ali bencinski ali dizelski, s tem, da seveda moramo vedeti, da verjetno dizelski motorji, te zelo majhne kubature bojo šli ven, ker so predragi enostavno, zato enako velja tudi za, sej to teorijo je razvijal tudi BMW, to poznate, siguren, da ker bojo verjetno šli prav pri bencinskih zelo pač visoko kubični motorji. Tako da, ampak še vedno bo pa vmes bo prostor za iskanje novih rešitev, lahko da se bo pa vmes še kaj spremenilo. Jaz, kar se tega tiče, ne bi rad prejudiciral, bom rekel, prehitrega prehoda jaz mislim, da bo še kar nekaj časa imelo opravka s termičnimi motorji, pa ne samo zaradi tega, ker bi bil kaj proti, jaz vem, da prihodnost je v elektrifikaciji, ampak zaradi tega, ker je veliko čejev še vmes predno. Mislim, veste, kakšen je zdaj zadnji cilj, ne? Fit to 55, kar pomeni, da bi 55% emisij znižali že kar do leta 2030, kar jaz močno dvomim, da bomo. Čeprav, tudi ko pa gledamo pač scenarije, tudi včeraj je bil na nacionalni televiziji en tak scenarij prikazan, kaj se dogaja in kaj nas čaka, se je pa za zamisliti, po svoje moramo vsi vedeti, da je to odvisno, kako bomo živeli ne čez 100 let, ampak že kar v bližnji prihodnosti. Vaša ocena kot strokovnjaka, a je to zdaj malo iz trte zvito, ali dejansko lahko pridemo do te točke, da bi s sintetičnimi gorivi zaključili krog CO2? Se pravi, tukaj, kar bi porabili CO2, tukaj, kar bi sintetično gorivo izdalo CO2, da bi bil tudi porabljen. Na drugi strani, če govorimo o rastlinsko pridobljenih sintetičnih gorivih. Težko bi prejudiciral, ampak ravno pri tem je problem lih to, kar se bo zelo imenovalo tudi, kaj bomo lahko predelovali. Vemo, kaj je nastalo iz biogoriv, ko so se začela predelovati biogoriva, ki so v istočasno tudi hrana, so se začeli izkoriščati pač tudi ti resursi in zasedanje kmetijskih površin. Postalo je tudi bolj ekonomsko delati goriva, kot pa hrano. Tako da tlele bi težko rekel zdaj, kaj se bo zgodilo. Žal tudi sam nimam prav rekel takega vpogleda naprej, da bi lahko trdil, da bojo to zamenjali, da bo sintetična goriva rešila ta problem, ampak mogoče v kontekstu tega, če gledamo elektrifikacijo in če gledamo celoten ogljični odtis enega električnega avtomobila, vključno seveda do njegovega uničenja in podobno, v primerjavi z nekimi rešitvami, ki se bojo ponujale, tako kot so recimo sintetična goriva v klasičnih motorjih, mogoče bomo pa prišli zelo blizu, oziroma nekateri trdijo, da smo že danes celo pri nekaterih motorjih celo z nižjimi ogljičnimi odtisi kot pri elektromotorjih. Tako da pustimo čas, ampak definitivno po eni strani se nam zelo mudi, če nismo že kaj zamudili, po drugi strani pa ko gre en vlak 100 km/h, ga ne bomo mogli ustaviti v enem kilometru. Prej ste ga že omenil, a je vodik tisti energent prihodnosti? Torej, vodik je zelo zanimiv energent. Mi smo z njim, bom rekel, šli na trg celo prehitro. Ampak zakaj je zanimiv? Zaradi tega, ker je trenutno eden redkih energentov, ki ga nam omogoča tudi daljši z eno polnitvijo nekako prevoziti večjo količino kilometrov. Zakaj? Zaradi tega, ker če z vodik, recimo to kilami vodika, ki ga lahko vozimo s seboj, proizvajamo elektriko. Mislim, zdaj govorimo o vodiku, ki se uporablja za gorivne celice. Ne govorimo o vodiku kot bencin in podobno, kjer ga lahko tudi skurimo v motorjih, ampak to smo pol na istem. Vodik, se pravi, proizvajamo elektriko in s to rezervo lahko jo vozimo s sabo. Ko pa zdaj vozimo za električna vozila in vozimo s seboj 500 kg tovora, baterijo oziroma akumulator, je pa vprašljiva. Predstavljaj si, da bi imeli vsak dan prikolico, na kateri imate naloženih 500 kg, pol tone nekega tovora, kaj to pomeni tudi stališča porabe in vsega ostalega. Tako da v tem kontekstu je vodik prava stvar, ampak nažalost smo spet tam, da so vozila na vodik še zmeraj predraga,
Varnostno je marsikakšen problem bil že rešen, oziroma ni tako sporno, kot se ga včasih malo neupravičeno bojimo. Mi smo začeli z vodikovo polnilnico in smo jo odprli, obratovala je že leta 2015. Na Jesenicah? V Lescah smo postavili. To je bil en projekt. Samo naj bila za točenje v motorne. Ne. To je bila vodikova polnilnica, ki je dala pač pri enem točno 6 kg vodika, ne? Ampak s kakšnim problemom, zakaj pravzaprav ni zalaufala, kot je treba. V tistem času, ko smo mi polnilnico zaprli, čeprav smo prej se že pogovarjali o tem, nismo uspeli dobiti vozil. Mi smo planirali, da bi recimo kupili ali pa v najem vzeli 6 vozil na vodik, ki se bi vozila po Sloveniji, s tem bi promovirali rabo vodika in podobno, ampak jih enostavno nismo mogli dobiti. Slovenija je premajhna, premalo zanimiva za tistih nekaj proizvajalcev, ki so takrat že delali na vodiku, a ne. In enostavno nismo bili zanimivi, ker morate vedeti, da tisti, ki to delajo, recimo, če je bila to Toyota, če je bil kdorkoli drug, delajo seveda tudi s ciljem promocije ostalega programa. In jasno, velik francoski, nemški trg je bil drugače zanimiv za njih, kot smo bili mi. In mi enostavno nismo mogli kupiti takih vozil, da bi ta polnilnica obratovala. Ja, ampak pri vodiku je tudi še en zelo pomemben parameter. Ste sami že omenili, da veliko stvari so rešili, ampak nazadnje, ko smo mi vozili avto na vodik, Toyota Mirai, je bil eden glavnih parametrov, ko so ponudniki energentov ga izpostavili visok tlak. Ja. Se pravi, bencinske vodikove črpalke v Nemčiji so delale pod tlakom 700 barov. Ja, sej to je prihodnost že nekaj časa. Mi smo se odločili takrat za 350 barov, zaradi tega, ker je bila polnilnica enostavno cenejša, bom rekel, kupili smo tehnologijo francosko, Air Liquide, ki je eden svetovnih ponudnikov, ampak je bil definitivno cenejši, ker mi smo imeli pač zagarantirano, da bomo imeli kupce, vedeli smo, da je to je bil demo projekt. Mi smo s tem projektom pravzaprav hoteli dokazati, da lahko v slovenskem prostoru postavimo vodikovo polnilnico in smo jo tudi postavili, ko zakonodaja sploh še ni bila postavljena. Mi smo se pogovarjali z ministrstvi in smo jim povedali, da delamo pač learning by doing, ker ni bilo zakonske osnove, ni bilo tega, so pa bile že poznane evropske smernice, po katerem so že drugi izgrajevali, tudi bile so že takrat 700 barske polnilnice, danes večinoma postavljajo 700 barske, ampak kaj to pomeni? To pomeni samo, da vi lahko v tisto posodo za vodik več energije in več lahko pol prevozite z njim. Samo ta je razlika. Pač jasno, treba upoštevati vseh varnostnih elementov. Mi recimo, ko smo to polnilnico postavili, jaz sem bil zraven, sem bil še vodja projekta, in moram reči, da smo imeli enkrat en majčkano stvar, ena cevčica je malo popustila, drugače nobenih varnostnih incidentov ni bilo, vse je lavo, tudi polje delovalo, bila je majčkano glasnejša kot mogoče take običajne polnilnice, ampak je nudila vodik za kakršnokoli rabo, za gorivne celice ali pa za motorje. Takrat smo imeli na testiranju en motor klasičen, se pravi termični motor, ampak v osnovi je bila namenjena uporabi v vozilih, ki imajo gorivne celice. Se pravi, da praktično imate energent za električna vozila. Ja, sej ne da bi dvomili v varnost, ampak takrat so se pojavljali, jaz se spomnim, ko sem vozil prvo generacijo Toyota Mirai, takrat je bilo predvsem iz strani črpalkarjev, da je taka polnilnica bistveno dražja v primerjavi z klasično črpalko za gorivo, ampak po zadnjih informacijah pa mislim, da smo lani glih tako na Toyoti vedeli, da ta ob današnji tehnologiji in ob današnjih materialih je pa ta cenovna razlika precej manjša, kot je bila takrat. Ja, je manjša. Polnilnice so bile definitivno, velik strošek. In zdaj, kdaj bi se nam izplačala, če bi jo delali samo z ekonomskega značaja, absolutno težko bi. Tudi konec koncev, ampak danes je tudi problem cena vozil, ker se nazadnje, če se primerjamo, zdaj je tudi elektrifikacija. Zakaj se je zdaj majčkeno ustavila? Normalno, da se je ustavila. Zdaj je zmanjkalo tistih kupcev, ki so pripravljeni za avto dati 40-50 tisoč evrov, če so prej pa kupovali avtomobile za 18-15 tisoč evrov, pa so imeli skoraj že kar full optional opremo. Danes bo mogli pa štartati pri 40 tisočih. Teh kupcev bo žal zmanjkalo.
manjkalo in to je premehna kritična masa, je prav, da se to gre, zato bo verjetno tudi cene ostalih goriv mogoče malo umetno rasle, da bi se spodbujalo to, ampak zaenkrat jaz mislim, da bi bilo treba tle nekaj narediti, da bi se predvsem ta vozila tako na elektriko, vodik in podobno postala cenejša, dostopnejša v širšemu krogu, ampak jasno, zato bo potreben nek čas, ampak ker se nam mudi, ker leto 2030 je pred vrati, vemo, da že danes doživljamo, bom rekel, kar malo včasih kaotične razmere zaradi sprememb v okolju, a ne, ki so v nekem smislu definitivno povezane z segrevanjem ozračja, ki ga prispeva tudi promet, a ne. Ampak se jih moramo realno gledati. Ne. Mislim, lahko je govoriti, mi lahko tlele govorimo, kaj bi bilo dobro vnotri. Danes ni več, zmanjkuje časa za ukrepanje. Ne. Prej ste omenil tok kil vodika. Pa imam tlele eno luštno vprašanje. Zakaj plačujemo gorivo v litrih in ne na maso oziroma na vsebovano energijo? Ja, plačujemo v litrih, mislim, da to bom rekel zdaj. Lahko bi ga prodajali, mislim, tudi v kakšnih drugih enotah. Sam meni se zdi, da bi bilo malo to težko. Zdaj narediti ta preskok. Narediti ta preskok in tudi pač ljudem pol dopovedati, kaj kupujejo. Ker žal je problema. Ne. Jaz tudi, ko poskušamo obrazlagati stvari, se zavedam, da običajni kupec, ki ga pravzaprav kaj dosti ne zanima, razen cena in to, koliko bo z njim prevozil, pa da je kvalitetno, tehnika, zakaj je gorivo tako, zakaj ni tako, ga ne zanima in kako bi mu to nekako približali. Ja, bolj težko. Težko, mislim, da v Evropi so kar neki indici oziroma usmeritve, kako bi prišli do drugačnega obračunavanja, da bi res prodajali primerljive stvari med sabo, ampak kako bi to kupci lahko pol to primerjali, kako bi gor na totemu videli. Že z galonami imamo težave. Že z enotami je problem. Ja. Predstavljaš, da bi plačili kilojoule. Ja, kaj bo rekel, kaj pa so zdaj kilojouli, marsikdo pojma nima, recimo, kaj je to kilojoule, ker ga ne zanima, ne, enostavno, da bi pa to imel občutek, ne, vsi vemo, kaj je to en kilogram ali pa koliko je to en liter, težko si pa predstavljamo, kaj je to, recimo, tok in tok megajoulov na kilogram in podobno. Jaz imam še en lušten tlele mit. Je res, da če tankaš zjutraj, natankaš več, ker se molekule skrčijo? Ne. Mislim, to je malo, bi rekel tako. No. Zdaj, če bi šli za kakšno stavo, pa da bi gledali prav res vsako molekulo, bi mogoče tudi najdel kakšno razliko, ampak mislim, to ne drži. To ne bo vplivalo na porabo. Prečrtano. Je dizel za tovornjak enak dizlu za avte? Ja. Enaki so. Tudi tovornjaki, mislim, mogoče je tle priložnost, da mogoče omenimo tudi, zakaj. Mislim, jaz sem ne zaradi tega, ker sem lastnik dizla, ampak ker se mi zdi, danes en tovornjak dizelski vozi s seboj celo tovarno za predelavo. Kemično tovarno za čiščenje izpuščin. Neverjeten tehnološki razvoj, napredek je bil dosežen, zdaj ga pa kar naenkrat prebijamo na križ. In če bi tako pogledali v primerjavi s kakšnimi drugimi, dobro, tudi bencinarji so danes naredili kakšen korak naprej, ampak dizelski motorji so se definitivno razvijali hitreje in prišli so do takih rešitev, da danes imate sploh pa za heavy duty, se pravi za tovornjake, res celo, mislim, znanost okrog tega, da doseže tiste znižanja, ker tudi ne vidim tako v bližnji prihodnosti rešitev za te težje prevoze, ne, koliko akumulatorjev bo pa tak tovornjak vozil, da bo sej, se so tudi že na trgu, ampak bom rekel, da bo večji problem, kako to rešiti z elektrifikacijo. Tako da v tem primeru goriva so enake kakovosti, ni razlike. Edina razlika, ki je na prodajnem mestu, je, da so točilna mesta za kamione imajo malo večjo polnilno pipo, tako da gre hitreje teče. No, vse to. Tlele pa se lahko navežem tudi na naslednje vprašanje. Napačno točenje goriva, se pravi benzin v dizel v benzin. Koliko je tega, pa kakšna je škoda, kaj se zgodi v bistvu? Ja, se dogaja. Zdaj morate vedeti, da danes imamo doma tudi več kot en avto, da imamo veliko avtomobilskega voznega parka tudi v službi. Rentakari, pa različne variante tudi, ko gremo, rentakari, ko gremo recimo na dopust, ko si vzamemo še kakšen avto in je več tega menjavanja benzin, dizel. Jaz bom tako rekel, če se vam to zgodi, definitivno ne poskušati voziti naprej. Zdaj, jasno, če ste en liter noter nalil enega benzina v dizel, še ne bo katastrofa.
pa bo manjša, kot bo recimo, če boste obratno in podobno. Ampak hočem reči, pač vlečna služba, sprazniti rezervoar, če ste se pomotoma, pač, ker se dogaja, toči žena, toči mož, toči otroci in pride do tega, tudi meni se je to že enkrat zgodilo, moram priznati, pa smo to rešili, ampak iz drugih razlogov, isto bilo šlo je za eno službeno vozilo, bil sem malo nepreviden, ker sem bil takrat zmeri bencinar, pa je bil pa kar naenkrat dizel. V tem primeru, zdaj, predvsem pri dizlih, moramo vedeti, da dizli so danes zelo kompleksni in zelo natančne švicarske ure, bi se temu reklo. Mislim, tle bomo razbili še en mit. Verjetno se vidva še spomnita, včasih so dizli veljali za motorje, ki naj bi doživljenjsko preživeli. Sploh atmosferski dizli. Atmosferski dizli, še toliko Bosch pumpa, ki se je mazala z oljem iz karterja. Tega nisi mogel uničiti. Ta današnji motorji so optimizirani tako v izgradnji, v sestavi, v materialu, v tehničnih rešitvah, da niti slučajno ne bojo dosegali takih kilometrov, kot so jih včasih. In zato ne se čuditi, če do okvare pride. Ni vedno samo krivo gorivo, bojo tudi vgradnje, materiali, pretirane obremenitve in podobno, do tega več prihajalo. Škoda je samo v tem, ker so ti stroški kar visoki, ker pri dizlu imate injektorje, imate črpalko in to se takoj lahko zviša tudi celo čez ceno vrednosti vozila, sploh če je vozilo majčkeno starejše. Ampak hočem povedati to, da so ti motori veliko bolj občutljivi na kakršnekoli napake in te napake niso nujno samo vezane na gorivo, kot se reče. Saj imate, mogoče če omenim samo eno lučko, ki se včasih pržge, oranžne barve je v motorjih in vsak gre pogledati v navodila za uporabo, bo najprej videl, gorivo. Ja, gorivo je eno od teh elementov, zaradi katerega se je ta lučka prižgala, ampak je še več drugih in to mora servis pol raziskati in ugotoviti, kaj to je. Ker če vi odpravljate napako, ki ne povzroča težav, boste težavo imeli še naprej. Tako da tle pogrešam majčkeno, bom rekel, tudi na strani servisne dejavnosti, da ne bi tako poenostavljali razloge, ko gre za kakšne napake, ampak da jih najdejo, da jo diagnosticirajo in v tej smeri tudi odpravljajo. Če smo se prej pri vodiku pogovarjali, pa smo izpostavili kot visok tlak, mi moramo vedeti, da zdaj pri najnovejših dizelskih motorjih je tlak obrizga Common Rail že 2500 bar. Tako, ja. In to je neprimerljivo. To je že sama napeljava, šoba in vse, kar zraven paše, je to, seveda, to pod strašno odbremenitvijo. To so vse ti vplivi, o katerih sem pač govoril. Prej smo se pogovarjali tudi med vsakim natočenim rezervoarjem pa vali je ena zadeva, ki se reče filter. Tudi tam pride do napak. Se nima direktne povezave oziroma ne steče kar iz rezervoarja direktno v valje, ampak je filter vmes. Bom tlele začel, mogoče malo. Nekateri serviserji, ko imajo avto, ki je v okvari, odprejo ga, seveda jasno odprejo filtrski okrog in podobno, pogledajte, se imate vodo noter in imate nečistoče. Kaj pa bo drugega v filtru kot nečistoče in se zato filter tam je. Zdaj jasno, če imate tam vse poplavljanje, pa motorne dela, pa če ste točili kar nekaj ali pa bom rekel, če imate res kakšno tako težavo, ne rečem, da ni gorivo krivo, ampak v osnovi to še ni znak, da je zdaj lahko, da ste samo enkrat natočili gorivo nekje, bolj tako, ko ste bili pač prisiljeni nekje točiti, niste imeli druge izbire in se to ostalo v filtru. To je en razlog, tako da tudi pojav tega ni, tako bi rekel, čuden. Druga stvar je kakovost filtrov. Če gledate na vse servisne dejavnosti, boste videli malo tudi zaradi svoje reklame, ampak veliko je tudi resnice v tem, kakšna razlika med originalnimi filtri pa takimi, ki se prodajajo tudi za ustrezne tipe vozil. Imeli smo že primere, ko je zaradi slabega filtra enostavno filter popustil in je pretrgal vse in je šlo vsa umazanija, vse, kar je bilo v filtru naprej, jasno, da je to vplivalo na injektorje, na končni izid, na črpalko in podobno. Ampak kot sem rekel, tle pa bom omenil en primer, ki je tudi prav, da ga na tem mestu pač povemo. Zgodi se, da v primeru okvare, ko avto peljete na servis in ko vam ga odprejo in ugotovijo in bojo v tem sistemu naleteli na obrabne delce, se pravi na kovinske delce, Ja, nažalost, prva stvar, na katero pomislijo in kupec in serviser, pa kaj so vam prodali, kaj so vam ponudili.
Vi morate vedeti, da takega goriva sigurno vam ni prodal noben prodajalec, ne samo mi, zaradi tega, ker če bi to prodajal, pol bi pol vozila, pa ne rečem, večina vozil ostalo na cesti zelo kmalu. Ti obrabni delci so že posledica, ne vzrok. Vzrok je treba poiskati drugje, ali zakaj je prišlo do obrabe, ampak ker gorivo, ki kroži po sistemu, ne gre vse v zgorevalni prostor, ampak gre nazaj v rezervoar, se pravi v bypass, kot temu rečemo, pomeni, da grejo tudi te nečistoče, ki bojo nastali v črpalki, ki je že za filtrom šle v rezervoar in bojo pol seveda prisotne v rezervoarju, v cevovodih, pa še kje drugje. Zato, če se vam to zgodi, je prva stvar seveda temeljito čiščenje rezervoarja, temeljito čiščenje vsega, da vam to ne bo povzročilo težav naprej. Ampak kot sem rekel, to je posledica, ne razlog za nastanek teh opilkov oziroma obrabnih delcev. Hotel sem še vprašati, oziroma me zanima, nisem nikjer tega podatka našel. Vi boste pa zagotovo vedeli, vsaj na približno. V Sloveniji imamo več kot 1 milijon avtomobilov v pogonu. Kakšna je naša energetska bilanca? Koliko v Sloveniji stočimo bencina, dizla? Kakšne so te številke? Jaz za Slovenijo bom rekel, da ne bom kaj preveč na pamet, ampak jaz bom rekel, da mi v našem sistemu, se pravi, kot vsemu smo še zmeraj največji ponudnik goriv, imamo približno več kot 1 milijon ton dizelskih goriv, se pravi, govorimo tukaj o malo in veleprodaji, tam nekoliko 300-350 tisoč se gibljajo bencini, se pravi, če bi tako gledali, je to bilo še zmeraj, ampak zdaj se te razmerja spreminjajo, jasno, to je treba vedeti, ker to so take okrogle številke, zgolj za videti rang, kakšen je v Sloveniji, ampak bom rekel, ta se spreminja, zdaj res se delež dizelskih motorjev kar precej zmanjšuje, vsaj kar se tiče osebnih vozil. Tudi na trgu jih je manj. Tudi na trgu jih je manj, ob napovedi nekaterih, da bojo sploh nehali s tem. Nekaj tega prevzemajo še kurilna olja, ki so tudi podoben derivat, ampak trenutno se tudi že prehajajo čut po žveplju na enako kakovost. Ampak to se bomo videli, zdaj ne bi delal o številkah, ker konec koncev to so samo orientacijsko, da vemo, koliko to skurimo v Sloveniji. Bi pa ob tem poudaril, zdaj tle ne omejujem to samo na petrol oziroma ampak na vse dobavitelje. Mislim, da v Sloveniji imamo zelo zadovoljivo dobro kakovost goriv. Zdaj ne rečem, da se kje pojavljajo tudi tako na bolj izven uradnih prodajnih mest, tudi kakšna druga goriva. Mi smo imeli take primere, ko so se pojavljali tudi biodizelska goriva in so jih nekateri pol uporabljali, tako malo namešavali z klasičnimi gorivi in s tem kaj prišparali, in tisti je zelo rizično. Zato, ker še enkrat poudarjam, kakovost goriv v osnovi, take kot dobimo iz rafinerij, je problematična samo pač do te mere, da moraš se sodelovati s kvalitetnim dobaviteljem, ampak če ti nimaš vzpostavljenega sistema kontrole kakovosti, pol si na pol poti oziroma je možnost, da bo prišlo do kakšnih težav še zmeraj dosti velika. Ne bo nas pa zaradi vojne, ne bomo na cesti ostali ali pa na zeblu? To jaz ne morem zdaj, ker jaz sem po svoje bolj človek tehnike, težko rečem, ampak jaz mislim, da nekako upam, da bolj kaj mislim, bolj upam, da bomo to pač preživeli. Je pa seveda, bo treba pa se mečkino vselih malo potegniti nazaj, tudi ob manjši prodaji, ker bomo treba kakšno pot mogoče malo preložiti, ali pa načine prevozov, včasih tudi vemo, da so še druga javna prevozna sredstva, ki zmanjšujejo pač emisije pač kolesa in elektrifikacija, ampak mislim, da bo šlo. Jaz upam, da bomo preživeli tudi to vojno, kot se temu reče, in da ne bo še kakšnih dodatnih težav. Silvan, zdaj, ko smo na vsa strokovna vprašanja odgovorili, sledi zadnje atmosfersko vprašanje. Vaš prvi avto? Moj prvi avto je bil sicer, bom rekel, Simca 3001, ampak bolj zanimiv je bil Fiat 124 Sport. Je bil moj tak sanjski avto takrat.
Če vam še odkrijem skrivnost, čigav je bil, ne bil od gospoda Ropreta, pevca. In jaz sem se pač tako želel tega avta, pol sem uspel priti še do enega mečken bolj zanimivega Alfa GTV. Tako da sem bil kar precej malo bolj v to smer obrnjen, ampak danes sem že bolj prizemljen in nekako prisegam na klasiko, na kakšen SUV seveda, ampak ne z namenom hitre ali pa potratne vožnje, ampak predvsem porabnosti. Super, najlepša hvala za tole gostovanje. Jaz mislim, da smo dobili odgovore na kup vprašanj. Jure? Ja, jaz vedno rad poslušam take ljudi, ki res veliko vejo, pa so že toliko časa v poslu, tako da meni je bilo čast, pa upam, da še kdaj pridete. Ja, hvala tudi vam, da ste me povabili. Sem vesel, ker tudi stališča nas kot družbe, ki ponujamo na trgu goriva, je zaželjeno, da ljudje so o tem obveščeni, tako bi rekel, iz prve roke. Jaz sem pripravljen na vsa vprašanja, tudi taka neugodna ali pa verjamem, da se kdo z mano danes ni strinjal, ampak jaz sem človek argumentov in se rad pogovarjam z argumenti. Bravo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala vam. Super. Skoro smo spet brez džusa ostali. Že začel piskati. Tam neki šovom je, zadnje večjo porabo. Jaz mislim, da je to